Ja, hvala lepa tudi v mojem imenu za povabilo. Lepo pozdravljeni in hvala lepa za tole skladbo, ki mislim, da je vsak od nas doživel na svoj način. Na drug način se nas je dotikala in ravno nekaj teh razmišljanj o tem, v čem je skrivnost glasbe, kje je njena moč in pa kaj je pravzaprav lepota glasbe, bi rada danes podelila nekaj razmišljanj z vami. Sem sicer muzikologinja in delam v mediju na televiziji, kjer se nenehno soočam s temi izzivi, kako pravzaprav glasbo gledati. Ampak danes ne bom govorila o tem. Rada bi se predvsem osredotočila na to, kako glasbo dojemamo, kako jo slišimo. Kaj oziroma kje je torej skrivnost glasbe? Mislim, da bi mogoče lahko to nadomestili z globino glasbenega doživetja. Ta pa ni odvisna samo od partiture, če smo na področju klasične glasbe, ni odvisna niti toliko od izvajalca ali interpreta, ampak je odvisna od človeka, od vsakega poslušalca posebej. Ob tem se seveda vprašanje samo od sebe poraja, kaj je glasba. So glasba note, ki jih ustvari skladatelj, je glasba njen izvajalec, je glasba poslušalec. Kje se glasba dogaja, kaj jo sproža, kje se začne in kje se konča, če se sploh konča. Domnevajo, da je skrivnost vibracij glasbe, ki prodre vse, tudi v vodo, v celice, ustvari resonanco, ki stimulira mikrobe in jim pomaga, da bolje delujejo. Pravijo, da Mozartova glasba učinkuje, ker je skladatelju uspelo prenesti zakone narave v glasbo. Glasba je tudi dejanje ljubezni. V kozmos odzvanjajo vdelana matematična razmerja, zaradi katerih se glasba spreminja v transcendentalno zvenečo metafiziko. Pot do nje vodi prek ljubezni kot posebne oblike etosa. Glasbe ni mogoče ustvarjati ali poslušati samo z razumom ali samo s čustvi. O glasbi je bilo seveda skozi zgodovino, skozi čas povezanega in zapisanega res veliko, verjetno večina ne brez razloga in slučajno. Rada bi podelila samo nekaj misli nekaterih velikanov naše zgodovine. Na primer, slovenski skladatelj Marij Kogoj je dejal, da je v naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Ona usmerja človeka v globine njegove duše. William Shakespeare, vemo, da smo pred 400-letnico njegovega rojstva, je dejal, da je iz muzike prihaja čar, ob katerem se morajo upokojiti vse bolečine srca. Richard Wagner, glasba bo vedno ostala najvišja odrešujoča umetnost. Ona dokončno uresničuje to, kar ostale umetnosti samo nakazujejo, svojo čisto resno naravo preobrazi in prečisti vse, česar se dotakne. Ludwig van Beethoven, glasba je višje razodetje kot samodrost in filozofija. Konfucij, glasba vodi k notranji ubranosti. In John Cage, skladatelj, je dejal, da je glasba vse zveneča. No, definicija Johna Cagea nas seveda pripelje do zvoka, na katerem glasba temelji. In če se ozremo po hodniku časa, kdaj naj bi prvi zvok pohitel skozi vesolje? Spomnimo se besed pesnika Goetheja, ki je o soncu napisal, da po starem napevu zastavo pojo v bratskih sferah. Verjetno to ni le pesniška metafora, ampak je Goethe sledil ideji prazvoka. Je prvi zvok pohitel skozi vesolje, ko so pred milijardami let začele krožiti v vesolju zvezde, ko se je luč ločila od teme, kot pripoveduje Biblija. Je bil prvi žarek svetlobe tudi prvi zvočni žarek. Koliko časa je preteklo, da je človek lahko dojel delček tega neizmernega sveta zvokov? Pa vendar, pomislimo, kaj vse je človek iz tega delčka oblikoval, ustvaril svojo glasbo.
Najprej malce poglejmo, kaj o tem pravi znanost, kaj je fizikalna veda o zvoku in zvočnih pojavih, ki ji pravimo akustika. Kadar igramo ali govorimo, ustvarjamo nihanje, to pa ustvarja zvočno valovanje. Število nihajev zvoka, ki jih dojema človek, se giblje znotraj zelo majhnih matematičnih vrednosti. Pri približno 20 trsljajih v sekundi začenjamo slišati in pri približno 20.000 nihajih se konča naše slušno območje. Uho je tako v primerjavi z očesom slabo opremljen organ. Uho ima na primer 5000 tako imenovanih čutnic, oko pa približno 120 milijonov fotoreceptorskih celic, ki skrbijo, da vidimo to, kar vidimo. Nekateri pravijo temu prava podoba. To pa ne pomeni, da se zveneči svet začne in konča kot pri človeku. Pes sliši višje tresljaje kot mi in verjetno še mnoge druge živali. Tudi v vesolju so zvoki, ki jih naš posluh ne dojame. A uho kljub temu opravi presenetljivo delo. Zvok razcepi na posamezne frekvence, nizki toni potujejo globoko v polža in se tam spremenijo v živčne držljaje, visoki toni pa se spremenijo že na vhodu v notranje uho. Živčni držljaji potem hitijo skozi možgane in tam se materialno spremeni v občutno. Je vesolje nemo ali zveni? Poleg tonov, ki jih zaznavamo, v ozadju zvenijo tudi zelo tihi, tako imenovani delni ali harmonski, rečemo jim tudi alikvotni toni, ki jih možgani prav tako obdelajo in so bistveni za vtis, ki si ga ustvarimo ob glasbi. Od števila in različne glasnosti posameznih alikvotnih tonov je odvisna barva zvoka. Če se na koncertu, na primer, ne ježite, je to zaradi teh tonov, ki so skriti v zvoku. Wolfgang Saus je znanstvenik in umetnik, ki se z radovednostjo znanstvenika poglablja v še precej neraziskano področje alikvotnega petja. Vodi alikvotni zbor iz Aachna, ki je sodeloval tudi pri snemanju filma The Life of Buddha, življenje Bude. Vsak človek, takole je zapisal, vsak človek ima svoj zvočni podpis, popolnoma unikatni sestav alikvotov in s tem svojo popolnoma unikatno barvo glasu. S poznavanjem tonskih kvalitet tako spoznavamo sami sebe, vključno z mnogimi ravni obstoja. Petje alikvotov nam pomaga izostriti posluh za glasbo življenja, nam odstira vrata v harmonijo sfer in doživljanje mnogoterih ravni bivanja. Alikvotno petje zdravi našo dušo in telo ter nam razkriva raznolikost bivanja, ki se vedno znova steka v enost. Glasba je prav gotovo znanost in hkrati tudi duhovna umetnost. Upošteva pravila fizike in akustike. Nanjo se lahko odzovemo najprej na fizični ravni. O tem, denimo, da določenih melodij ne bi smeli igrati vojakom, ker jih poženščijo, in druge ne bi smeli poslušati otroci, ker zaradi njih prehitro odrastejo, je govoril že Platon. Fizični odzivi so razložljivi z glasbenimi kombinacijami, ki nam povzročajo ugodje ali nelagodje. Pred časom sem pripravljala eno serijo oddaj televizijskih ravno o skrivnosti glasbe, v kateri sem se pogovarjala tako z glasbeniki kot s filozofi, družboslovci, psihiatri, psihologi in tudi z nevrologom, dr. Blažem Koritnikom. In na vprašanje, zakaj neko glasbo občutimo kot bolj ugodno in spet drugo kot manj ugodno, pravi takole. Glasba ima to dobro lastnost, da skozi slušni sistem vstopa do centrov v možganih, ki jim pravimo centri ali pa področja začustvovanja. Kar pomeni, da je to, da glasbo recimo občutimo kot žalost, veselje, srečo, pozitivno, negativno energijo, posledica tega, da se na nek način vzburijo ali pa aktivirajo ti centri, ki so sicer aktivni tudi pri vseh drugih čustvenih procesih. Obstaja pa seveda poleg tega fizičnega odziva tudi duhovni odziv, ki zahteva drugačne priprave. Povezan je s stopnjo naše notranje odprtosti,
In če dovolimo intuiciji in srcu, da nas pri poslušanju vodita, nam umetniško delo lahko spregovori neposredno. Zato ne potrebujemo nobenih razlag. Od človekovega razvoja in njegove priprave na poslušanje je odvisno, kaj dobi od nekega umetniškega dela. In tako smo že pri moči, ki jo ima glasba. Jaz sem prepričana, da moč glasbe presega meje časa in prostora. In če vzamemo za primer Beethovnovo gluhost, je to lahko dobro izhodišče za to idejo, namreč, da glasba presega meje časa in prostora. Njegova gluhost namreč je postala močan simbol njegove neodvisnosti ali odtujitve od družbe, v kateri je živel. Z zunanjim svetom se je sporazumeval samo še prek zvezkov, v katerega so obiskovalci zapisovali svojo polovico pogovora, medtem ko jim je Beethoven odgovoril ustno. Zato je skladatelj opustil vse posvetne želje po družbenem ugledu in premoženju ter se posvetil izključno svoji muzi. Heinrich Schenker je bil pianist in učitelj, živel je na Dunaju in je napisal esej o Mozartovi simfoniji v G-molu. In tam je napisal, da je glasba genijev odmaknjena od generacij in njihovih tokov. Dela genijev, o katerih piše, obstajajo v svojem lastnem, nespremenljivem, nesnovnem svetu, neodvisno od časa in prostora, v katerem so. Schenkerjevo prepričanje, namreč, da je glasba potovanje v človeški svet neke višje resničnosti, je bilo zelo dobesedno. Glasba z veliko začetnico zelo spontano uporabi genialnega skladatelja za nekakšen medij. Za razliko od navadnih skladateljev, ki preprosto pišejo, kar želijo, je pri geniju skrivnostno v globinah njegove zavesti na delu višja sila resnice, narava, če želite, ki vodi njegovo pero, ne glede na to, ali je bil to namen srečnega umetnika. Skladatelj tole govori z glasom, ki mu ga posodi narava. Po Schenkerjevem mnenju je avtoriteta skladatelja, ki se prenese na dirigenta, urednika, učitelja, pravzaprav odraz višjega avtorja, avtorja piše z veliko, saj se vrednost glasbe v povzdignjenju duha, skoraj pobožnem vzponu k Bogu in genijem, pri katerih deluje. Mnogi današnji skladatelji pa menijo, da glasba ni le nekaj čistega, breztelesnega, kar se nepozvano spusti iz sveta duha in prav tako ni nekaj, kar kot vreme nastane samo od sebe. Za njih je glasba nekaj, kar ustvariš. Slutnja, da je glasba nekakšno okno v ezoterični svet, ki se razteza onstran navadnega znanja, izvira iz predkrščanske dobe in jo lahko najdemo tudi v daljnih civilizacijah. Tako sta grška filozofa Pitagora in Platon v 5. stoletju pred Kristusom govorila o tem, da glasba prežema vse vesolje. Vse je vibracija, vse diha v neprekinjenem ritmu življenja. Vsaka zvezda, vsak človek, vsako bitje utripa v svojem tonu. Ko se ti med seboj harmonizirajo, uskladijo, ustvarijo glasbo. Pitagora je videl prapočelo vsega v številu, kajti v vsaki stvari si lahko odmislimo tako rekoč vse lastnosti, razen ene, pravi on, njene števnosti. To kaže tudi glasba in razmerja med posameznimi toni, ki so merljiva s celimi števili. V glasbi vesoljskih sfer se združujeta duša in svet. Pitagora in učenci so menili, da je mogoče vse vesolje zgrajeno na enakih matematičnih načelih in da je zato glasba, ki jo slišimo, zvočna različica skladja, ki povezuje Zemljo, Sonce in zvezde, torej glasba sfer. Platon prav tako pojmuje glasbo kot umetnost števil in občutij. Podobno so razmišljali tudi na Kitajskem in sicer, na primer, po nizu potresov ali drugih naravnih nesreč so včasih preverjali uglašenost različnih tonov na lestvici in tako ugotovili, če je bil vzrok razhajanje zemeljske glasbe in njene kozmične ustreznice. Skupna misel teh zgodovinsko in zemljepisno zelo oddaljenih kultur
pa je, da je možno z igranjem na strune ali zvonjenjem stopiti v drugo raven obstoja. Kot so pisali v 19. stoletju, na primer Eta Hoffmann, v Kraljestvo duha. Stereosistem, ki ga imamo doma, na primer, nas lahko tudi popelje v Kraljestvo duha, a najbolj spektakularnemu obredju moči glasbe smo lahko priča takrat, ko imamo glasbo v živo, ko jo dojemamo v živo, na primer v koncertni dvorani ali kakem drugem prostoru, tudi v tem prostoru danes, recimo. Namreč, četudi so ti glasbeni pripomočki za poslušanje danes zelo kakovostni, izkušnje ne moremo enačiti. Jaz mislim, da se z mano strinjate v tem, kajti kar lahko doživimo na koncertih, ne moremo izkusiti doma, s slušalkami na ušesih. Če svojo čustveno izkušnjo delimo z drugimi, postane veliko močnejša. Socialna izkušnja se preplete z estetsko. Vse, kar počnemo zavestno in aktivno, spreminja našo osebnost in s tem, ko spreminjamo sebe, spreminjamo druge, spreminjamo svet. Ko se ukvarjamo z umetniškim delom, v nas to vzbudi različna občutja in čustva. Ob poslušanju denimo podoživimo lahko trpljenje, strah, sočutje in to nas lahko vodi v izkušnjo katarze, kot so to imenovali stari v duhovno očiščenje. Ob poslušanju glasbe jih veliko občuti tudi telesne reakcije, smeh, solze, kurjo polt, razbijanje srca. Nekateri pravijo, da na primer drugi klavirski koncert skladatelja Rahmaninova, kdor ga pozna, da je to obliž za ljubezenske rane, potem pravijo, da je Bach vtis naredi njegova neposredna vzvišenost, ki je verjetno posledica matematičnega reda. Pravijo, da še posebej baročna glasba zelo prispeva k uravnoteženju možganov, ker je posebnost baročne glasbe njeno ravnotežje disonanc, konsonanc, homofonije, polifonije. Za odpravljanje stresa pomaga poslušanje Bachove glasbe. Za izboljšanje zdravja priporočajo Bacha zjutraj, Händla za spat. Skratka, igranje na glasbilo uglasi možganski slušni sistem, pomaga pri rasti možganov, poslušanje glasbe lahko zmanjša kronično bolečino do 21% in depresijo do 25%. Poslušanje Mozartove sonate pri študentih pravijo, da začasno poviša IQ in tako naprej. Tega je ogromno, skratka, veliko se ukvarjajo s tem, tako nevrologi, psihologi, znanstveniki. Skozi čas pa se je ob spoznavanjih novih resnic in ob novih izkustvih spreminjal pogled na svet in na življenje. Vse to pa se je seveda odražalo tudi v umetnosti. Spremembe so prinašale nova umetnostna prepričanja, menjavalo pa se je tudi pojmovanje in razlaganje lepote, tudi lepote glasbe. Torej, lepota je v očeh tistega, ki gleda. Torej, lepota glasbe v tistem, ki jo posluša. Slovenski filozof in logik Frane Jerman je v sprehodih po estetiki, to se mi namreč zelo vtisnilo v spomin, ko je to predaval, zapisal, da je lepota, pojav lepega, spremljal človeka od vsega njegovega početka, se pravi od tedaj, ko je postal v pravem pomenu družbeno bitje. Že takoj na začetku pa moramo strogo ločiti med dojemanjem in ustvarjanjem lepote na eni in razmišljanjem, miselno refleksijo o njej na drugi strani. Skratka, ločiti moramo med teorijo in prakso tudi pri lepoti in umetnosti. Stari Grki, oziroma posebnost grškega duha, na primer, je bila ravno v tem, da so vsako prakso, kar se da hitro spremenili v teorijo. Tako so recimo iz računanja ustvarili matematiko, iz opazovanja vesolja so ustvarili kozmologijo in tako naprej. In Frane Jerman je ob tem zapisal tudi, da lahko menimo, da lepota ni lastnost predmetov, ampak lastnost človekovega doživljanja lastnih predstav. No, to velja tudi za glasbo
in v vrsti različnih nazorov in pogledov na bistvo lepote, od antike in še prej do danes, pa se vedno znova pojavlja ena sama osnovna misel. Da je lepota enovitost mnoštva, da je lepota ubranost, red, harmonija, pa naj bo izvor harmonije v Bogu, v naravi, duhu ali snovi. Lepota glasbe ni v partituri, ni v glasbilu ali na različnih nosilcih zvoka, ki jih poslušamo. To so zgolj vibracije, valovne dolžine, dražljaji, ki nas ponesejo k lepoti, nas samih in nam odkrivajo tisto, kar smo in na kar smo pozabili. Kar slišimo kot lepota glasbe so torej dražljaji, ki nas odprejo našemu pravemu bistvu. Doživeti lepoto glasbe pomeni za hip užiti božansko enost. Preteklosti in prihodnosti ni več, obstaja le ta trenutek. Moč glasbe prav gotovo presega meje časa in prostora.